Na teh volitvah ne kanim računati zgolj na podporo političnih strank, to je seveda premalo. Je dovolj recimo za zmago v prvem krogu, nekako pa ni dovolj za zmago nasploh na teh volitvah. Zato računam na podporo seveda veliko širšega volilnega telesa, kot je zgolj omejen na desno sredino. Bom zagotovo prizadeval za to, da slovenski prihodnosti damo nekaj nove viže, malo več duše, malo več motivacije, malo več spodbude. Lahko bi imenovali to novo smer v razvoju Slovenije, da bo postala še bolj varna, vrednota varnosti je izjemnega pomena, da bo postala še bolj pravična, še bolj solidarna in tudi gospodarsko še bolj učinkovita, kako tudi pravična. Pri izbiri predsednika države izbiramo človeka, njegove sposobnosti, predvsem pa njegov značaj, njegovo srčno kulturo, človeka kot človeka. In glede tega lika predsednika Slovenija doslej ni imela ravno mnogo sreče. Naloga predsednika države je, da v državi doseže tisto stopnjo enotnosti, ki bo dajala možnost pobude vsem, da bo opozarjal na nerazumne in krivične zakone, da mora vrhovna oblast v državi pripadati zakonu in ne samovolji, da bo pravo po meri ljudi in ne ljudje po meri prava, ki bo vztrajno opozarjal, da pravna država ne more temeljiti na sistemu blokad, ki smo jih ustvarili zaradi strahu enega pred drugim in zaradi nezaupanja med nami. Ker imamo na levo sredini dva močna kandidata. Ta hip na desni sredini še ni velikih konkurentov ali rivalov. In že sama posebej matematika in logika povesta, da je to ugodna situacija za mene.